Kakšno mnenje imate o današnji razstavi in ali lahko vlečete kakšne sporednice z današnjim časom? Bojim se, da lahko precej sporednic z današnjim časom potegnem. Jaz sem del te razstave seveda videl že takrat, ko je bila premierno predstavljena na Filozofski fakulteti in spomnim se, da me je takrat, lahko rečem, do kosti pravzaprav pretresel en stavek oziroma eno vprašanje, ki ga je v tistem uvodnem nagovoru kolega Repe zastavil, in to je bilo vprašanje, kaj je vodilo človeka, da je te težke kamne, mejne kamne vlekel tako visoko v gore in črtal te meje. In to vprašanje se mi zdi nažalost še vedno zelo aktualno. Kaj današnjega človeka, kaj nas kot družbo še vedno vleče do tega, da mogoče ne gremo te težke kamne tako visoko gore vleči, ampak postavljamo tako visoke meje. Hkrati smo pa seveda polni govorov o odprtosti, vključujočnosti, o Evropi in tako naprej. Nisem nikoli seveda doživel 30 ali 40 let, ker sem mlajši, sem seveda o tem precej bral in na osnovi tega prebranega me včasih presune, da so stvari, ki jih danes gledam, dnevni politiki, v časopisih, v medijih, šokantno podobne tistemu času. In ta vaša razstava, spomnim se, kaj sem rekel na koncu svojega govora pri otvoritvi. Zahvalil sem se vam, da niste tiho. In to se mi zdi ključno sporočilo. Ne samo seveda ta znanstveni, akademski vidik, popisovanje zgodovine in tako naprej. Vse to je izredno pomembno, ampak pri tej razstavi in pri tem projektu vidim kot zelo pomemben dodaten doprinos še ta družbeno-politični vidik, ki je pravzaprav opozorilo vsem nam, kam gremo z družbo in na kakšnih vrednotah pravzaprav utemeljujemo svojo prihodnost. Zdi se, da je zgodovina kljub vsemu zelo slaba učiteljica. Iz zgodovine se baje nič ne naučimo, ne? Kako je že zgodovina, se prvič ponovi kot farsa, a to je naslednjič kot farsa, prvič pa kot tragedija. Kaj pa jaz vem, no? Če boste dovolj vztrajni s temi razstavami, to vam želim in mislim, da ste zelo uspešni pri tem, se nas bo mogoče kaj prijelo, vsaj kakšnega od nas. Če boste zastavljali tako vprašanje, kot jih je kolega Repe zastavil, bo koga od nas pretreslo do kosti. Jaz, kot rečeno, tistega vprašanja ne bom nikoli pozabil. Mi pride občasno na pamet in iščem odgovor nanj. In verjamem, da se take stvari ne dotaknejo samo mene, ampak marsikoga drugega.